Župnija Leše nekdaj in danes. V cerkvenem oziru so Leše stoletja spadale pod Radovljico. Radovljiška župnija je obstajala že od leta 1323. Pod Radovljico je spadalo več okolišev, ki so bile kasneje samostojne župnije. Do leta 1780 so pod Radovljiško župnijo spadale Leše s Palovičami in Peračico. Radovljiška fara je bila obsežna, zato se je delila v dva dela, in sicer v Radovljiškega po Gorenjski ravnini in Begunjskega pod gorami. Med Podgorce štejemo vas Mlako, Sveto Lucijo, Srednja vas in Slatno. Leše je s Podgorci vred obiskoval duhovnik iz Begunj. Leta 1664 je bila v Lešah zgrajena majhna kapelica, ki so jo porušili 1808. leta in začeli graditi cerkev. Nekaj let zatem je bil postavljen tudi cerkveni stolp. Na južni strani stolpa je vidna letnica 1668. V tistem času je bilo okrog cerkvice narejeno pokopališče. 1745. leta je bila v Lešah ustanovljena duhovniška služba, podrejena Radovljiški župniji. Na rednega duhovnika niso mogli računati, ker ni bilo stanovanja ali možnosti za življenje. Župljani so počistili del zemlje, ki je bil gozd, in nastala je farovška njivica. 1767 je Leše zadela naravna katastrofa. Razbrisnelo vodovje je utrgal plaz, rušilo bregove in nosilo skale. Zasulo je tudi farovško njivico. Na drugi strani vasi so nato ljudje iztrebili nov predel, ki se je imenoval in je še danes poznan kot Farovška novina. Več dobrotnikov je sodelovalo pri darovanju Pritlešanske cerkvi. Pod vodstvom nekaterih kuratov in vikarjev pričeli z deli na cerkveni stavbi. Leta 1827 je bila posvečena nova cerkev. Cerkev v Lešah je posvečena svetemu Jakobu starejšemu. Vikar Anton Smrekar, ki je služboval od 1854 do 1977. leta, je bil tudi prvi samostojni župnik v Lešah, saj se je vikariat leta 1862 spremenil v pravo župnijo. In 1877. je župnikoval Alojz Kumer, ki je odprl zasilno šolo in poučeval otroke in odrasle v župnišču, v prostoru, ki ga je odstopil in je dobil državno odškodnino. Leta 1909 je bilo izbrano novo pokopališče na Cajhnovi njivi, na starem je bil že ves prostor izrabljen. Od leta 1941 do 1945, to je čas okupacije, je v moralnem smislu prenesel mnogo zla v versko in duhovno življenje krajanov. Skoraj vsi duhovniki so bili pregnani. Od časa do časa je v Leše prišel upravljati službo nemški duhovnik Henrik Beuk. Imel je 47 far in se je z motorjem vozil okrog. Za večje praznike pa je iz Celovca v Tržič prihajal dr. Josef Santler, ki je prihajal redno maševat tudi v Leše. Do tu je knjiga avtorja Jožeta Kocjana Kronika vasi Leše pri Tržiču pisana, od koder so tudi zajeti vsi ti podatki. Po odhodu župnika Marinka Bilandžiča leta 2000, ki je v napadu bil poškodovan v domači cerkvi, je župnijo prevzel župnik Ciril Lazar, ki v letih delovanja v župniji Leše od leta 2001 do 2018 s svojimi prihranki, ki jih je podedoval v podporo domačih obrtnikov, faranov, bratov in prijateljev, dokončal obnovo vseh 3 oltarjev, daritveno mizo in ambon. Zamenjene so bile klopi, glavna vrata, narejen nadstrešek, obnovljeno župnišče, hlev, asfaltiralo se je parkirišče, kupljene so bile nove orgle in še kaj, kar morda ni omenjeno. Umrl je 1. maja leta 2018, nadomestil pa ga je župnik David Jensterle. Z letom 2020, po smrti duhovnika Cirila Lazarja, kot soupravitelj župnije Leše deluje župnik župnije Tržič Bistrica, ki je tudi soupravitelj župnije Duple, gospod David Jensterle. S 1.1.2020 pa je župnija pridružena župniji Tržič Bistrica kot podružnična župnija.
Sveta Božja porodnica, ne zavrsti naših prošenj, naših potreb, temveč lično in samosredno varnosti. Očestiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša Svetica, naša Predsednica, svojim sinom spravi,